Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Pred vami je še drugi del oddaje pogovora z poslancem, nekdanjim poslancem Ivom Hvalico na njegovem domu, na vašem domu. Zdaj, v prvem delu sva nekako pogovor zaključila, kako je prišlo do vaše vključitve v takrat Tomšičevo Socialdemokratsko zvezo Slovenije, ki je kasneje predsednik postal dr. Jože Pučnik in po njem potem Janez Janša. No, kako ste vi dojemali takrat ali pa doživljali takrat, verjetno tako kot tudi jaz vem, da je to zame največja želja, tudi verjetno vaša največja želja, da pridemo končno do samostojne Slovenije, pa seveda tudi do demokratizacije. Kako ste gledali na tisti čas, na čas, ko je res v Sloveniji pomladno vrelo? Torej, bom šel v 89. leto, kjer so se zgodile pomembne stvari. Jaz za razliko od tistih, ki pravijo, kako se je oblast pri nas poskušala demokratizirati, pravim, da ni bilo temu ravno tako. Jaz mislim, da je našo prejšnjo oblast, socialistično ali pa komunistično, kot jo lahko imenujemo, se ob pogledu na truplo Ceausescuja in njegove soproge tam v blatu, da so se ustrašili. Ker tudi če človek sledi dogodkom, ki so sledili po tistemu, se vidi, da je takrat nastal nek preobrat. Tu je sicer treba priznati delno po Trčevi skupščini, kot jo jaz imenujem, tista še prej Socialistična republika Slovenije. Pred Bučarjevo, ne? Ja, pred Bučarjevo. Takrat še enodomna skupščina, Potrčeva, da so le priprli neka vrata za možnost večstrankarske volitve. To je treba priznati, da se je to zgodilo, ampak seveda v svojem, bi rekel, v svojem dotedanjem političnem prepričanju so vedeli, da ne bo šlo naprej. Evropa je buhtela na vse načine in prihajalo je enostavno, spremembe so se najavljale, so bile pred vrati in tako je prišlo do volitev leta 90, 8. aprila. Ta čas pred volitev je bil izjemno dinamičen. Jaz sem toliko dela vložil v to, da se ne da povedati. V krogu Demosa, ne? Teh strank. V krogu Demosa. Nisem pa šel na volitve. Zakaj? Jože Pučnik je bil plemenita osebnost in bi rekel izjemen človek. Je bil politično tudi rahlo naiven. Na Goriškem je določil za nosilca liste Tita Turnška. Ja. In to je edini greh, ki ga ne rad, ampak ga pripisujem Pučniku. Šlo je tako daleč, da na predsedstvu, kjer sem bil kooptiran član, ne še izvoljen kooptiran član, ker sem praktično dominiral ne samo na Goriškem, ampak sem Tudi v Ljubljani. ampak sem ustvaril stranko počasi od Bovca do Pirana. Glede na to, da je bil volilni sistem tak, jaz ne vem zdaj, če se bodo gledalci spomnili tega, ampak prvi nosilec liste je dobil 100% glasov, drugi pa samo 50%, tretji pa samo tretjino. To je bil en čuden sistem, ki smo ga nasledili od prejšnje Potrčeve skupščine, ali pa, da so bila že nova pravila, je to, nisem siguren, ampak to ni dajalo nobenih možnosti, da bi bil izvoljen. V Ljubljani je prišlo celo do tega, da sta
Turnšek in nek Borut Račel predlagala, da bi bili poslanci zgolj iz Ljubljane, kar je bilo absurdno. Ne? Ampak tega se dobro spomnim, imam tudi zapise, sta predlagala na enem izmed sej predsedstva, ki sem se jih pa redno udeleževal. Torej, jaz sem se pole odločil pod takimi pogoji. Ne grem, sem se posredoval z Edjem Staničem in rekel, tudi jaz ne. In tako sta mi dva, ki sva se imela za motor Demosovega gibanja GDA tu na Goriškem in na Primorskem, kot sem rekel, ker sem jaz takrat postavil zveze do Pirana, ostala brez kandidatur na volitvah 8. aprila 90. Ne glede na to sem se jaz pa maksimalno angažiral, ne. Torej, dobesedno sem živel za to stvar. Jaz sem končeval od plakatiranja do napisov, do to nastopa. In kar je najbolj zanimivo, uporabil sem celo soboto volilnega molka pred 8. aprilom in sem preko mojih prijateljev, mojega prijatelja Klanška iz Gorice onkraj meje, ki je Slovenci, ki so imeli svoj ljudski radio, sem cel dan bombardiral, imam posnetek Novo Gorico, naj grejo na volitve, naj podprejo Demos. Imam posnetek zvočni tega mojega nastopa. Zanimivo je, ne, da Demos tudi na slovenski ravni je zmagal šibko, ampak zmagal... Ne, ni bilo tako šibko. No, ni bilo tako šibko, bilo je 54%, to se danes smatra, to se včasih ni smatralo par procentov, kjer so bile volitve vedno 99,9%, ne, 54%. Jaz celo, ko sva že prišla do tem, trdim, da latentno je še danes tako približno, samo ob ustrezni ponudbi. No, ampak vendarle je težko, ker je bilo trodomna skupščina, pa v enem zboru... No, to je bilo izjemno komplicirano. Je bilo potem težko zbrati večino. Trodomna skupščina, jaz sem to spoznaval skozi seje predsedstva in sledil, kolikor se je dalo po medijih, ne. Družbeno-politični zbor je bil pravzaprav tisti, ki je imel največjo težavo. Tukaj je šlo tudi za neko anomalijo, saj so v zboru Združenega dela sedeli tudi ljudje, ki niso bili izvoljeni na splošnih volitvah. Ja, tako. Ja, to se pravi, to ni bil parlament v pravem smislu besede, ne. Ampak tako je bilo. Tako je bilo. Zdaj, Slovenija se je potem kmalu začela tudi osamosvajati, začela se je osamosvojitvena vojna. Mogoče, zakaj po vašem je prišlo tako hitro do razpada Demosa, pa tudi do potem tega, da je Lojzeta Peterleta na mestu predsednika vlade potem zamenjal Janez Drnovšek? Zdaj so vse te stvari jasne, ne. Jaz se čudim, bi rekel, včasih Lojzetu Peterletu, ki premalo odločno pove, da Demos ni bil načet od zunaj, pa od znotraj ambicije Bavčarja in Janše so bile prevelike, ne. Ti mladci, takrat so bili to mladci, so prehitro hoteli imeti vse in to je bilo pogubno, spomnimo se, kako se je dogajalo. In prišlo je žal maja meseca, torej 92. Že po osamosvojitveni vojni. Ja, no, torej najprej osamosvojitveno vojno, tle treba priznati, to brez Demosa, brez Peterletove vlade ne bi nikdar, sem trdno prepričan, ne bi nikdar izvedli. Hkrati pa moram povedati to, da mi je Ivan Oman pred 2 leti, ko je bil še živ, seveda, in je imel tle nastop v Kulturnem centru Lojze Bratuš onkraj meje, da mi je povedal, ne bom nikdar pozabil, Ivo je rekel, govorila sva o Kučanu, dobro, da smo ga imeli. Je rekel, ker nam je amortiziral pritiske JNA, grožnje JNA. In to je neka loga. To je meni Ivan Oman osebno povedal. Ne?
In bom to ponavljal do konca, ne? Ker je treba biti maksimalno objektiven. Ne? Druge stvari, ki jih jaz ne poznam, so bile lahko drugačne, ampak če en človek, ki je zelo trezno razmišlja kot Oman, to reče, jaz temu še kako verjamem. Kasneje mi je to potrdil v enem pogovoru tudi Rupel. In to pred kratkim, ko sem mu to omenil, kaj mi je Ivan Oman rekel. Lansko leto poletje smo se srečala v Ljubljani. Torej, osamosvojitvena vojna, to je največji dosežek kakršnekoli slovenske vlade. Tu ni kaj, to je tako veliko, da se ne da povedati. Prišli smo do svoje države. Ljudje včasih ne razumejo, ko se dogajajo razne stvari. Dejansko ta država ni šla po poti, ki smo si jo takrat vsi srčno želeli in tudi idealistično predstavljali, ampak dajmo se zavedati neke elementarne stvari. Totalna pravičnost, totalna resnica, to je zgolj iluzija. Tako. To je zgolj iluzija, tega nihče nikjer ne bo nikdar dosegel. Edini resnici tega sveta, ne, sta rojstvo in smrt človeka, vse drugo je relativno. Tako. Torej, ta država, ki jo imamo, to je velika pridobitev, to je uresničen sen stoletij slovenskega naroda in zato govoriti o neuspešni demografski vladi je absurd. Škoda pa je, da je prečasno razpadla. Ampak je zaradi političnega pohlepa teh mladcev, za mene so bili mladci v slovenski politiki. Potem je prišel do Drnovškove vlade. Zanimivo je tudi to, da so se enkrat zbazila po Soški dolini. Pred volitvami 92. S kom? Z Jožetom Pučnikom. Jaz sem ga vozil z avtom, sva obiskala vse te odbore te po Soški dolini. In da mi je Jože Pučnik rekel v avtu, tega ne bo nikdar pozabil, da on v Drnovška verjame. Jože Pučnik je bil ena poštenjačina in on je projeciral svojo poštenost tudi na druge. In to je bila, lahko rečem, celo njegova poguba v političnem smislu. Ne? No, jaz sem mu hvaležen to, da je v prvem mandatu, ko smo bili 4 poslanci, Garači, no, 3+1. Tako, ja. Ja, da je on mene predal vodenje poslanske skupine, ker je opazil, da sem jaz, bi rekel, bolj tehnološko sistematičen. Ne? On ni uspel odgovarjati na pošto sistema. On je, kako bi rekel, imel preveč te filozofske komponente. Ne, on, ki je videl mene, da imam vse v razpredelnicah napisano, v kateri je bil sem član 7 ali 8 komisij in odborov. To je bilo nepojmljivo. Organiziran. Ja, kako sem lahko to, jaz, če ne bi imel mojih agent, dnevnikov, ki jih hranim vse, ne bi mogel danes verjeti, kaj vse sem jaz počel v enem dnevu. In zvečer še na terenu. No, verjetno pa v ljudskem spominu pa ostajate, ne? Tako Jože Pučnik svojo retoriko, seveda vi svojimi nastopi v Državnem zboru, tudi delno pokojni Vitodrag Pukl, tako kot tudi pokojni Jože Pučnik, ste nekako stranko, ki je komaj da takrat prišla, mislim, da 3,34 za nekaj malega. 3,34, bilo je 33, kar je bilo na robu in potem se je nakrpalo z neke po pošti ali ne vem, nek glasovi in smo za las prišli v Državni zbor. Takrat je bil prag takšen. Čeprav, ne, so nam javnomnenjske raziskave kazale več. Jaz,
to je zgolj špekulacija. Jaz trdim nekaj, da nam je neka neustrezna retorika, ne, ki smo jo začeli uporabljati po prihodu v stranko Janeza Janše, špekuliram, da nam je škodovala, ker ne vem, zakaj smo doživeli tak padec. Zakaj, kakšna retorika oziroma dejanja? Jaz sem zaznal na terenu, da je veliko ljudi zamerilo Janezu in Bavčarju rušenje Peterletove vlade. Ljudje, recimo konkretno moj starejši brat, on je izstopil iz stranke, jaz sem ga vpisal prej, on je po tem dejanju izstopil iz stranke. Ker je rekel, da to ni to, ne. Jaz sem prepričan, da je prav zaradi tega del ljudi se odvrnil od naše stranke, ker kako je mogoče, jaz hranim vse izrezke z javnomnenjskih raziskav, da smo imeli pred volitvami, volitve so bile 6. decembra na Miklavževo 92. leta, tega se dobro spomnim, to so bile pač moje prve volitve. Še to je treba povedati, kako sem jaz prišel na volitve. Jaz ne bi prišel nikdar, če bi določil v Ljubljani vrstni red, oziroma ne vrstni red, ampak okraje, v katerih bi kandidiral. Jaz sem prišel na volitve po tako imenovani nacionalni listi in še danes nekateri ne razumejo, da je bila ta korektiv, bi rekel bi odločanju predsednikov strank, velja tako za našo stranko kot za druge, ki so določili praviloma, kar oni osebno, ne, lahko da so imeli kdaj srečno roko, lahko pa tudi ne. Jaz sem prišel na podlagi tega, ker sem bil na tajnem glasovanju, ker mi imamo zdaj, trenutno imamo volilni sistem, proporcionalni volilni sistem, ki je invalidni, ker nima nacionalne liste. Nacionalna lista omogoča, da pridejo tudi mimo vodstev strank ljudje, če so izvoljeni na kongresu ali na predvolilni konvenciji na tajnih volitvah. Zadnji, ki je prišel na takšen način, recimo v parlament, je bil ta Šifrer iz Argentine, ki je bil kot poslanec SKD-ja. On ne bi prišel, Marjan Šifrer. Nikdar ne bi prišel torej do mandata brez nacionalne liste. No, ampak predsedniki strank, ki so hoteli imeti vse uzde v svojih rokah, so odpravili to nacionalno listo. Jaz sem bil pa na tej nacionalni listi izvoljen, zaradi svoje retorike verjetno, na visoko 4. mesto. Meni je to mesto pripadalo, če bi šel ali Pučnik v vlado, ki pa ni hotel iti, ne, ali Janša, potem bi šel Janša. Za obrambnega ministra takrat, ne? On je, to moram povedati, ne. On je šel mimo Pučnika na razgovore z Drnovškom. Ni bil predsednik stranke. Takrat je bil še Pučnik. Takrat je bil on je šel mimo, ker je hotel na vsak način iti na obrambno ministrstvo, po moje, je hotel tam neke stvari urediti, ne vem, špekuliram. Ampak on, neizpodbitno pa je dejstvo, da je šel mimo in smo bili mi na predsedstvu seznanjeni ne strani Pučnika, kot predsednika stranke, od strani Janeza. To je neizpodbitno dejstvo. Torej, potem, ko se sestavi vlada, ne, in postane Janez obrambni minister, dobim jaz mesto z mesecem dni zakasnitve, ne, v državnem zboru in potem se je začelo in do Depale vasi, ne? Do Depale vasi. Ko je bil Janša odstavljen kot do Depale vasi in za katero, to moram povedati, sva s Pučnikom zvedla
iz medijev in se je Pučnik strašno razburjal. Takrat nad Janezom, da nisva bila obveščena, kaj se dogaja. Mi smo zvedeli zadevo, so nas celo zaparkavali v parlamentu. Niste to izvedeli od Janeza Janše? Ne, ne, mi smo izvedeli iz medijev. Iz medijev, sploh nam ni on povedal. Tem je pa, zato je bil Pučnik besen. No in po tistem jasno je za par dni ali 10 dni postal spet poslanec, ampak potem jaz sem bil že toliko popularen, tudi zaradi sodelovanja v preiskovalni komisiji v zadevi Hit in v Rejčevi komisiji za nadzor nad preoblikovanjem družbenih podjetij v privatna, ker so se dogajale velike stvari in ker sem bil neka kritična misel, ne. Torej potem je Janez odstopil in ga praktično včasih tudi po par mesecev ni bilo zraven. In s Pučnikom sva vodila to skoraj donkihotsko borbo, ne, ampak odmevno, ne, jaz sem dobival nepojmljivo veliko pošte, nisem mogel vsem odgovarjati, ne. Moj delnik je bil obupno dolg. Skratka, ta 4 leta so leta Borbe. težke borbe. Mimogrede, kaj se je pa v stranki zgodilo potem, ko je bil Janez Janša odstavljen kot obrambni minister? Kakšno je bilo trenje ali pa vzdušje v sami stranki? Janša je kmalu potem postal tudi predsednik stranke, ne? Torej, se je Jože Pučnik umaknil. Janez Janša je postal predsednik stranke pred tem, ja, tako maja meseca 93. 93. Ne pa 94. Tako da je on takrat je obvladoval, ampak stranka kot stranka je tako rekoč ni bilo zaznati. Ne zaznati. Mislim, da je celo takrat šel Janša za nekaj mesecev v Singapur ali v Avstralijo ali ne vem kaj. Tudi to sploh nisva vedela, tudi to je bila ena čudna zadeva, ne. Stranka smo bili mi poslanska skupina, tako rekoč, ne. Ampak potem so pa prišle nove volitve. Čemu pripisujete potem pa, da je stranka pa zelo zrasla, tudi v številu poslancev? Upam si trditi to, da sva s Pučnikom to dosegla. On v zelo drznem, mogoče celo predrznem in mogoče tudi zaradi tega včasih kontraproduktivno obravnavanju povojnih pobojev. Ker je odkril marsikaj, ne? Kjer je odkril marsikaj, ni pa speljal do konca, zaradi tega, ker je imel veliko nasprotovanj. Bil je preveč direkten, zadeve bi moral speljati malo bolj, tak občutek imam, ker je v tej komisiji sodeloval tudi moj prijatelj, ki ni bil z moje stranke, Andrej Lenarčič, oče sedanjega evropskega komisarja, ne, ki je že 2 meseca po izvolitvi odšel iz Jelinčičeve stranke, potem bil v samostojni poslanski skupini. On je bil član te komisije Pučnikove in on mi je večkrat rekel, ne bo šlo, ker je prihajalo do frontalnih, ne, ideoloških nasprotovanj. Verjetno pa to, ker se je kdaj v javnosti slišalo, da je Pučnik deloval maščevalno, niti najmanj ne drži, ne? Glede na res slabe izkušnje. To je pa najbolj absurdna trditev, ker ta človek pa sploh ne zna biti maščevalen. Tako. Bom povedal, to pa moram povedati en prav konkreten primer. Pri prehodu za pešce tam na Dunajski cesti, pri Šestici sva čakala tam pri Šestici, ko nenadoma on zastane korak in me prime z roko, sem rekel, kaj je?
je rekel, moj paznik je rekel, z zapora. Sem rekel, Sem rekel, kaj se ustrašil? Sem rekel, Pejtija, Jože. Je bil tako značajsko plemenita osebnost, malo preveč idealist, malo preveč naiven, kot sem rekel, primer Turnška, da si upam trditi, da pri njemu ni bilo niti malo maščevalnosti. Ne, to pa res ne, vsak 89 poslancev razen njega je sigurno bilo bolj maščevalni ker ni tip, ki bi bil maščevalen. Tako. To je tak človek. Se mi je zdelo prav, da se ta zadeva pojasni. Ne, sem zelo vesel, da lahko to povem, ker sem v to trdno prepričan. Tako. Ja. No, stranka je pa potem res uspela. Zdaj, seveda, nekateri pripisujejo tudi to Janezu Janši, da je stranko dobro popeljal na naslednje volitve, pa tudi potem na nekatere naslednje volitve. Kako pa vi to gledate, ki ste pa to spremljali od blizu? Tudi to mora biti prvo odkrit. On je hotel vse sam, vsa soočenja, in jaz sem zaradi njegove bolezni uspel dobiti dve soočenji in javnomnenjske raziskave so pokazale, tam sem dobesedno raztrgal Polonco Dobrajc. Takrat nacionalne stranke, ne? Ja. In se spomnim, kakšni so bili odzivi, kakšno sem dobil v pošto. In jaz trdim, če bi vsaj tretjino soočen prepustil meni, ker imam prvič neko blažjo primorsko govorico, drugič ne, imam en nastop, ki je mehkejši od njegovega, predvsem takrat je bil on retorično zelo tok, preveč uokvirjen, preveč nemški, bom rekel, ne. On je treba, v moji knjigi pišem o tem, kako je napisal en zamejski časopis, da kako nemogoča je njegova retorika, ne. On je potem si sicer omislil, ampak to na strankarskih zadevah, tisti teleprompter, ker je bral, ne, pa to je že na kongresu v Portorožu uporabil, je stranka to nabavila, ne, jaz nimam nobenih problemov in ne potrebujem nobene take stvari. In še to bom rekel, tisto, kar so mi naročili, da sem moral prebrati včasih v parlamentu, je bila muka. Ker jaz rad govorim, ker samo s prostim govorom Mimogrede, tudi 5 ur lahko govorite, ne? Ja, 4 in toliko. Ja. Ampak to je bil določen namen, jaz sem hotel opozoriti slovensko javnost, kaj se zgodi, če se bodo privatizirale slovenske igralnice, ker to so tiskarne denarja. Ne? Predvsem s takratno obdavčitvijo, stopnjo takratne obdavčitve, ki je bila 20%, dokler nismo sprejeli igralniške zakonodaje. No, kakorkoli, ne, da se povrnemo na volitve in na zaslugo, gladko to, kar pa neskromno moram reči, da teh 16% oziroma 16 poslancev sva priborila s Pučnikom. Vama je to kdaj Janez Janša poznal? Ne, nikdar. Ne? Ne, nikdar. Nenazadnje, na naslednjih volitvah je padla stranka na 14 poslancev, pa bi morala vsaj, bi rekel, simbolično zrasti še nekaj. Moram še povedati to je pa zelo zanimivo, da je bil, kljub temu, da smo dobili 16 poslancev, ne, da je bil Janez zelo nezadovoljen z volitvami, ker ga je prehitel Marjan Podobnik. Z malce več kot 18%. 19 poslancev je imel, Marjan Podobnik je bil bolj sproščene sorte, jahal je na konju, igral kitaro, šalala, in nas je prehitel. In jaz sem trdno prepričan, če bi manj nastopil Janez, pa več jaz, pa Pučnik pred volitvami, da bi bilo obratno, da bi imeli mi 19. Ne?
Kako ste pa vi sprejemali to spremembo imena iz Socialdemokratske stranke Slovenije? Najprej te treba iti po vrsti. Najprej je bila Socialdemokratska zveza Slovenije, ker ni bilo dovoljeno ime stranke. Potem smo bili SDSS, Socialdemokratska stranka Slovenije. Za odpravo NGS, ker so se nekateri norčevali iz teh dveh SS, ne, SDS, ampak še vedno Socialdemokratska stranka. Ne. Milan Zver, ki je po mojem prepričanju značajno, bi rekel, naredil salto mortale z obratom nazaj, ki je napisal zgodovino o socialdemokratski stranki. Tista knjižica Prepeluhu, in tako dalje. Je potem napisal tudi utemeljitev, da se spremeni stranka. Ne. Jaz sem do tega bil kritičen, ker stvari malo globlja. Socialdemokrati so bili v Evropi nasprotniki komunizma, ker so bili za evolucijo, ne pa za revolucijo. Socialdemokrati so se ohranili kot sredinska stranka, tudi recimo na Portugalskem, tudi potem. Tu je nastal problem v zvezi z vključevanjem v evropske grupacije, ne? Ampak jaz to razumem, tudi nisem sprejemal intimno nikdar, da so se vključevali v torej internacionalo, ne, ker diši preveč po socializmu, ki sem ga jaz, realsocializem, ne socializem kot pojem, realsocializem, ki je vladal pri nas ali komunizem, zavračal a priori, ne, ampak zadevo bi lahko izvedli drugače. Jaz celo ocenjujem, da je to bilo veliko darilo SD-ju, ki še danes na ta račun živi in životari in čuti se občasno, kako je še danes mene tudi enkrat dobesedno namignil Pahor, vesel, da smo jim podarili to ime. Ja. Jaz, torej, potrebe so bile take, jaz sem sam desno usmerjen, nisem pa desničar, ne. Nisem desničar, v meni je vedno, ne vem zakaj, neka socialna komponenta, ne, ampak moji vzorniki politični so bili Olaf Palme, Giuseppe Saragat v Italiji, manj znan sicer med Slovenci, Willy Brandt, ne. Socialdemokrati. Ja. In če pogledamo še danes, socialdemokracijo, Jože Pučnik prišel iz Nemčije. Ja, skandinavsko, ne, in tako dalje. Ne, jaz še danes, ne glede na to, ne, da socialdemokracije prave, ne, to so nasledniki komunistične partije, ki so prevzeli to ime, jaz še danes čutim, bi rekel, vsebinsko socialdemokratsko, se tako čutim. Ne, in mogoče ne bi tako čutil, ne, in mi ne bi postajala SDS vedno bolj tuja, če ne bi bilo te velike radikalizacije. Preden o tem, lahko nekaj drugega še. Ja, prej ste povedali, bila sva s Pučnikom uspešna, znala sva nagovarjati volivce, ne. Svoj čas je bila uspešna tudi Romana Jordan, ne. Svoj čas je bil uspešen tudi Miha Brejc, svoj čas je bil uspešen tudi še kdo drug, Modic, če se ne motim. Ja. Potem so bili uspešni tudi Sonja Ramšak. To so bili, ti omenjeni so bili podpredsedniki stranke. Ja, pa Mate, pa Janko Prong, pa Vera Ban. Ja. Ne, ampak teh ni več v stranki. Nekako ste se vi ali se je Janez Janša vas neštetih odpovedal? Pa če ne govorim še Damir Črnič. Ne, on se je odpovedal. Namreč zadeva je taka, ne. Jaz si demokracijo predstavljam
po romanskem stilu, obok, ne. Predsednik na vrhu kmalu, potem dol po loku pa še ostali. Medtem ko si Janez Janša predstavlja zadevo kot gotsko piramido, na vrhu predsednik, spodaj pa nič. In vsak, ki se je približal temu vrhu, naj si bo formalno, naj si bo po simpatijah, bi rekel, Javnosti? osebnih simpatijah pri ljudeh, se je on čutil nekako grožnja. On je. Jaz sem že neštetokrat povedal, pa bom povedal. On je zelo sposoben človek. Je, ne glede na njegovo preteklost, bil je komunist, bil je kandidiral za predsednika Mladine, kar je za me nepojemljivo, recimo. Ne. Ampak on je zelo sposoben človek, zna deloholik, mu pa zmanjka zaradi lastnega ega, mu zmanjka objektivno razmišljanje. Pravzaprav vsi razmišljamo subjektivno, ampak včasih je treba zadevo gledati malo širše. On je izjemno egocentričen, on predvsem nima DNK-ja demokratičnosti. On je rojen za poveljnika. In nepojmljivo je, da teče 27. leto. Ne. Jaz se ne spomnim, da bi v socialistični Jugoslaviji nekdo bil predsednik SZD-ja ali partije 27 let. To ni demokracija. Kar se tega tiče, moram priznati, da so tle druge stranke, pa tudi SD, bolj demokratično uspešne. To ne vodi nikamor. Če bi samo jaz bil žrtev tega, da se razumemo, jaz sem bil predvsem, kot sem enkrat izjavil, in to ga je silno razjezilo, bilo je tudi v enem, mislim, da v Dnevniku, v Okencu, ne. Janez Janša je slaven, jaz sem pa popularen. To so vsi zagrabili. To je bilo dejstvo. Pa kaj je to narobe? Če imaš isto smer, konvergenca, iste smeri, Da imaš take ljudi. Ja, pelješ naprej, to je k večjemu. Torej, to je samo, in te se pokaže pa tisto elementarno, kar mu je ostalo z prejšnjega sistema. Samo revolucija žre svoje ljudi. Pa vse te ljudi, ki sem jih naštel, poznate, ste delovali z njimi? Absolutno. Tle sploh ni šlo za nobene programske disonance. Kakšnekoli. Ne. Ampak je šlo za ljudi, ki so poskušali razmišljati tudi svojo glavo. Jaz še enkrat pravim, ne more samo nekdo. Zakaj dela on občasno takšne napake? Predvsem njemu bi morali tako odvzeti Twitter. Ker se zaleti, ker ne razmišlja. To, kar je zdaj predlagal pred par dnevi, služenje, obvezno služenje vojaškega roka, to je strel v koleno. To je strel v koleno. To danes Evropa ne sprejema več. Zdaj generacije, zdaj 10-15 let smo zdaj že vajeni, da svoje otroke ne bomo pošiljali v vojsko. Sicer nekateri rečejo, dobro, jih bomo vzgojili, ampak vse vzgoja doma v družini. Jaz ne trdim, jaz sploh ne trdim, da vsebinsko to ni primerno za mladega človeka. Nasprotno, dobro bi bilo, ampak zdaj so drugačni časi. To je zadeva, ki je totalno skregana z realnostjo. Glasovanje o ministrici Mlinarjevi. Ja, za božjo voljo. Kakšna napaka. Jaz, ki živim v vsakdanjem kontaktu, tu sem jih na ta račun slišal in jih še poslušam. To je, za mesto je to zamirilo totalno. Ker zapomnimo se nekaj za božjo voljo. Najprej slovenstvo, potem strankarstvo. Ja. In tega se ne zavedajo. Jaz sem bo zdaj. In slovenski, recimo, Slovenki, zdaj potem učitati kot največji greh državljanstvo, recimo. Ne? To
To so tako manj vredne stvari. Mi morali biti ponosni. Da jaz imam kontakt, tako rekoč dnevni kontakt z mojimi prijatelji, kraj me, Slovenci, ki so bolj Slovenci kot mi. In sem bil danes teden na dnevu emigranta v Čedadu. To je preditev, ki jo prejo beneški Slovenci, kjer se zbere vse zamejstvo, levo in desno, v spomin na emigrante beneške, ki so odhajali v rudnike v Nemčijo, v Belgijo delati in so se vračali in potem so za svete tri kralje odhajali nazaj in je že bil 50. dan, 50. leto, ko se praznuje ta dan emigranta. Vse, kar predstavlja slovenstvo, smo bili tam. Bil je tudi en poslanec SDS-a, za nas ne povem imena, in ko mu povem to zaradi Mlinarjeve, ni razumel, kako bi rekel, bistva. Ja. Lovil se je, mi je rekel, ja, ma ti ne bereš avstrijskih časopisov. Sem rekel, ne, berem pa slovenske. Pri takih stvareh moraš tiste formalistične, birokratske zadeve odmisliti, slovenstvo najprej. Ja. In meni je žal, bi bilo lepo, če bi na tak pogovorno oddajo prav v zvezi s tem naredil tudi kje v zamejstvo. Kakorkoli, to je bil Auschwitz, in Tonin, jaz sem to v delu, ne vem, če si bral mojo izjavo, Ja. in Tonin me po tistem pokliče. Me pokliče, ko sem dal to izjavo, jaz sem mu rekel, Matej, ste zgrešili. Ja, pa pravi to, ste zgrešili, popolnoma. Pa ne vem, če me je razumel. Pa bi lahko elegantno to naredili. Bi rekli, izvolitev ministrice, to je stvar koalicije. Se vzdržimo. Tako. Ma ne proti. Tu je šlo za tekmovanje zdaj, kdo bo koga. In s tem je, žal mi je tudi Nova Slovenija spet se poistovetila z SDS-om. Čeprav govori, da gre proti sredini. No, prej ste že omenili Marjana Podobnika. Marjan Podobnik se v zadnjem letu spet pojavlja, Ja. ampak zdaj... Prepozno, ampak nekako se zdi, kot da je preblizu, ne vem, lahko da se motim, preblizu SDS, ali je to samo... Natančno tako, tudi to sem jaz zaznal. Se ne bo mogoče zgodilo, če ne bo začela javnomnenjske raziskave Slovenski ljudski kazati dobro, da bo potem prišel udarec od kje? Jaz sem sam pred leti že, ko sem ga videval poredko, ponavadi na eni izmed teh državnih proslav, kamor redno zahajam, to se pravi dan državnosti in dan samostojnosti, sem mu vedno rekel, on bi moral takrat, ko je ta celjski, ne spomnim se imena. Šrot? Ne, predsednik SLS-a, Zidanšek, on bi takrat moral prevzeti, zdaj je že malo prepozno. To akcijo, ki je naredil, sicer je naredil zelo uspešno v zvezi z skupno kandidaturo. Za evropske volitve? Za evropske volitve, samo to je bilo tudi v interesu SDS-a, ker sicer ne bi imeli treh. Čeprav je SDS na nek način izgubil. Ja, se je izgubil, ne na nek način, je izgubil. Ampak je za ljudi, na splošno vtis je bila to kar pretkana poteza, spet imamo trepa, čeprav ljudje, pozabijo, da eden ni SDS. Bogovič, Ja, in tudi izgleda, da je kar uspešen, tako kažejo javnomnenjske raziskave, da je kar uspešen evropski poslanec. Torej, Marjan Podobnik, jaz mu želim, to je vendar moj poslanski kolega v 2 mandatih, jaz mu želim, da bi uspel, samo mislim, da je ponovno zajahal tega konja prepozno. To mislim. Se je pa tudi dobesedno spravil pod plašč SDS-a in je zdaj prepogosto poistoveten z tem, kar
kar ne bi smelo, torej že po naravi zadeve, kar ni dobro, ne bi smelo, ni dobro, ker, kot sem rekel, SDS se je radikalizirala, mi potrebujemo umirjeno sredino. Na samem začetku sem povedal, da je Demos takrat, ko je zmagal 54%, da latentno to volilno telo še obstaja, samo mu je treba dati neko ustrezno ponudbo. Ne radikalnost. Neko ponudbo, ker ne pozabimo, da smo imeli takrat leta 90 v Demosu tudi razne stranke, ki niso bile na isti liniji, kot SDS ali pa kot SLS, ampak obrtniška stranka, pa Grossova stranka, pa Zeleni in tako dalje. No, kar se tiče Zelenih, mi smo specifičen primer v Sloveniji, kjer Zeleni niso v parlamentu, ne, to tako rekoč. Vsa Evropa ima Zelene v parlamentu, ne. Tako da jaz želim, da bi Podobnik uspel, tudi zaradi tega, ker je kar nekaj možnosti. Mi imamo danes 9 parlamentarnih strank, od tega so vsaj 4 takšne, ki visijo na robu prepada, ne. In je vprašanje, če bodo na naslednjih volitvah ponovno prišle v parlament. Jaz rahlo dvomim, ne. Torej, govorimo prav danes, ko to govoriva, je kongres Desusa, to je ena stranka, potem je to SAB, potem je to tudi Cerarjeva stranka, ne. Zdaj Počivalškova, ne. Ja, zdaj Počivalškova, ne, in še Jelinčič, ne, ki je po mojem trdnem prepričanju, razen če se ne zgodi, ker politika je dinamična stvar, nekaj močnega v zvezi z migranti, pa zna Jelinčič spet zajahati tega konja. Ampak te 4 visijo in bi bilo skoraj, bi rekel, idealno, da bi prišla ena SLS, ki bi bila bolj sredinska. In tle se vrnem spet na Novo Slovenijo, ne. Če hočeš biti sredinski, potem moraš imeti svojo politiko. In primer Mlinarjeve je pokazal, da tega niso sposobni. Pa tak idealen primer bi bil, da bi tam se vzdržali, ampak tako je. Mogoče preden še nekaj besed o zdajšnji vladi pa Marjanu Šarcu, samo še nekaj o vaši nekdanji stranki. Kar zaslediti je, da vzorniki Janševe SDS, zdaj lahko kar rečemo Janševe SDS, so politiki kova Orban, Salvini, Trump, Evropska ljudska stranka, že nekako se že odmikajo. Kako vi gledate na to? Je to tisto, kar ste vi prej rekli, da je to bolj radikalni del strankinega delovanja? Torej, to si pravilno naštel, kdo so vzorniki sedanje SDS. V Italiji je bil včeraj velik kaos zaradi naslovnice na časopisu Republika, ki je drugi najbolj znan časopis, kjer je z ogromnimi črkami bilo čez celo stran napisano zbrisati Salvinija, cancelare Salvini. Včeraj je bilo komentarje do pozno v noč na ta račun, vsi talk showi so bili zasedeni s tem primerom. Kaj si hotel povedati? Gre za zelo sposobnega politika, ne. Jaz, ki obvladam italijanščino tako, ker sem pravzaprav še zadnja generacija tako imenovanih dvojezičnih ljudi na tem območju in ki sledim italijansko politiko, zaznavam izjemno spretnost retorično, ki jo ima, torej poteguje take ase iz rokava, da se to ne da povedati. Samo je ekstremist. In je tu zadeva paralelna z SDS-om, ne? Ampak to sem jaz že zdavnaj poimenoval prepričevanje prepričanih. Ti pa rabiš nove volivce. In glej,
Salvini, ki je že imel 36% delež v javnomnenjskih raziskavah, je padel pod 30. Ne? Je še vedno zelo močno, ker to je predvsem sever Italije, je pogojen s tem, ne, ker on na tihem ima v rezervi še vedno tisto njegovo teorijo, pravzaprav teorijo njegovih predhodnikov o padanju, odcepitvi Lombardije in tako dalje kot najbolj razvite italijanske dežele. Orban sem bil zdaj v zadnjih letih kar 3-krat na Madžarskem, enkrat slučajno. Tam se čuti nekaj, ne, sicer zelo malo ljudi govori angleško, da bi tako, ker jaz rad potipam, ali na taker, ali kakorkoli, ne. Tako da malo zveš, kako. Kakšna je klima? Ja, torej je vse prej kot priljubljen. Ne. In zdaj pa dejstvo, da je investiral v del slovenskega medijskega prostora, ne, je pravzaprav zdaj pogojilo nekje SDS. Ne. Jaz nimam informacij, naj bi večinski delež v Novi 24 bil madžarski. Ne. To ni dobro iz nacionalnih aspektov, politično pa ima lahko tudi nekatere posledice. Torej, preidem spet na tisti rek prepričevanja prepričanih. To za prepričevanje prepričanih, to se obnese, ampak za zmago je potrebno iti proti sredini. In tu se pojavi specifičen še slovenski absurd, da bo v vsej ponudbi 9 parlamentarnih strank imamo po zadnji javnomnenjski raziskavi, ki je objavilo Delo v ponedeljek, 6 ali 37% neopredeljenih. In ti bojo odločili o volitvah. Tako je. Samo ti bojo odločili. Čudi pa nekaj, ne, da javnomnenjske raziskave, ki jih tedensko objavljajo v Italiji, prikažejo največ 6-7% neopredeljenih, pri nas pa Toliko. več kot tretjino. Gre deloma za pomanjkanje politične kulture, smo pač mlada demokracija. Jaz sem sicer mislil, da se bomo politično opismenili bolj hitro, ampak očitno to ne gre tako hitro. Tudi vidim svojo fizično okolico, s katero komuniciram, tako tu kot na hribu, ker vsi silijo vame s politiko. Ne. To je posledica torej tega, ne. Po drugi strani je pa to tudi zaradi medijev. Ker če bi mediji, recimo mi nimamo enega talk showa, ne, imamo tiste toge oddaje, ne, kjer je tam cela plejada ljudi za mizo, kjer ima odrejen vsake eno minuto časa, to ni. Pa če tiste se mora razvoditi, ne? Z tega ne zveš nič, ne, v primerjavi, kaj za najbolj popularno italijansko oddajo na prvem programu Porta a Porta, kjer sproščeno sedijo ljudje raznih provenienc in tako dalje, raznih nivojev, ne, in kjer zveš, ne samo od predsednika stranke, ma tudi od nekoga drugega. Ko sem še jaz bil v parlamentu, so vprašali vsakega poslanca in so na podlagi tega se je potem izluščilo neko mnenje. Zdaj govorijo samo predsedniki strank. Ja, pa se ne veš, se v stranki mora biti tudi neka delna demokracija. Ni nujno, da so stroge frakcije, čeprav nič ne škodujejo. Važno je, da so vpete v isto smer. Ne? In to, da je veliko nas odšlo ali pa smo bili primorani oditi na nek način iz stranke, kaže pa na to, ne, da se poskuša v stranki ustvariti neko enoumje. Bo to pripeljalo še do tega, da bo stranka vodila vlado? Torej, nihče ni večen, živimo v času, ko imamo celo 2 papeža. Ja. Enega, ja.
če je celo papež nadomestil, ki po praviloma prej ni moral biti, dokler ni umrl, potem mora biti nadomestljiv tudi predsednik stranke. Ampak on se trdno oklepa tega položaja tudi zaradi raznih razlogov, ne, o katerih ne bi govoril. No, verjamem pa, da boste še kaj povedali ob koncu najinega pogovora še o zdajšnjem predsedniku vlade, ki je vlado dobil v roke, potem ko se očitno Janez Janša ni odločil ali pa ni videl možnosti, da bi sam sestavil kot zmagovalec teh zadnjih volitev vlado. No, zdaj imamo Marjana Šarca. Mislim, da sem nekje prebral, da ste kar precej zadovoljni z njim, da vas ni razočaral, no? Me ni razočaral, me ni navdušil, me ni razočaral. Govoriti pa tako ekstremno, kot je zadnjič Janez govoril o Šarcu, o njegovi vladi, politično truplo, ki umira, ki se lahko samo segreje z jelinčičem. To je absurd v tem času govoriti na takšen način, ker imamo vlado, ki glede na to, da je manjšinska, ne bo sposobna izvesti ne vem kakšnih reform, ampak resnici ne bo tudi prejšnje jih niso. So imeli večino. Ker so imeli večino. To je ena stvar. Drugič, imamo vlado, ki ima pozitivno gospodarsko rast, kar visoko, primerljivo z Evropo, in ki je sprejela dvoletni proračun. Kako je lahko to politični mrtvec? To je pač zganjanje, poskus zganjanja nekega, in to jaz kar naprej ponavljam, nekega izrednega stanja, h kateremu vedno teži predsednik SDS-a, ker se v tej situaciji on najbolj znajde, najbolj funkcionira. V kriznih razmerah. On je človek za krizne razmere, ne. Pravzaprav to je tudi kompatibilno z vojaško doktrino, ne. Vojaki niso ustvarjeni za mir, pač pa za vojno, ne. Torej, Šarec nobena, ne vem kakšna perla, ampak saj vendar Borut Pahor, predsednik države, ponudil mandat. Torej, najprej Janezu Janši. Ampak tukaj treba tudi nazaj, ljudje, predvsem, bom rekel, privrženci, vsi imajo pravico, da razmišljajo tako, ampak pozabljajo na dejstvo, da tudi Zoran Janković, ki je s Pozitivno Slovenijo premočno zmagal, ni uspel sestaviti vlado. Ni znal, kot sem jaz takrat zapisal, prešteti zadevo do 46 in je vlado potem sestavil, ne, Janša. Torej, koalicije niso nujne, pisane samo in destinirane samo zmagovalcev, pač pa tistemu, ki koalicijo sestavi v proporcionalno volilnem sistemu. Kakorkoli, jaz, če se ne zgodi nekaj, ker politika je dinamična stvar, lahko da se zgodi marsikaj in so nepredvidljive. Trditi a priori, da predčasnih volitev ne bo, so pač absurdne, ne, tako kot da bodo jutri, ne, ker poenostavljeno povedano, zdaj trenutno noben parameter ne govori v prid predčasnim volitvam. Verjetno, da bi bile koristne, če bi bila res možnost, da se prestrukturira volilno telo, da se drugače porazdelijo glasovi in da bi dali tudi, bi rekel, legitimno moč novemu zmagovalcu, ki bi bil sestaviti organsko, bi rekel, neko novo, bolj vsebinsko kompatibilno koalicijo. Ampak to je malo verjetno, glede na razdrobljenost tega volilnega telesa, ponavljam, 9 strank,
ne, in še nekatere v čakalnici, ne, Tako. SLS, Pirati, Zeleni in kaj jaz vem, še kdo bi se najdel, Dobra država, po spominu zdaj, lahko da sem koga pozabil, naj mi ne zamerijo. Torej, ponudba je dosti velika, žal pa ni. Očitno javnomnenjske raziskave kažejo, da ni dovolj neke sredinske ponudbe, ker ta sredina bo izvolila, bo zmagala na volitvah. Ljudje pač nimajo nikjer vlade, ki si jo želijo, pač pa takšno, kot si jo izvolijo. Tako je. Nekaj dodati. No, med najinim pogovorom ste včasih v rokah držali vmes štamprlček, mi rečemo, to je vaše žganje, ki ima ime Škabriel 36. To je zeliščno žganje, ki ga delam, uživam poleti. Nisem imel pojma, ko sem šel v penzijo, o zeliščih. Imel sem eno staro knjigo, ki je izjemno bogata z opisno, pač pa takrat ni bilo še barvnih fotografij in potem sem si kupil knjigo, ki ima barvne fotografije. Danes poznam več kot 50 zelišč, jaz delam zeliščno žganje 36 zato, ker ima Jägermeister 35 zelišč, jaz sem pa letnik 36, pa sem dal simbolično še eno in še vsak, ki je pokušal to žganje, pravi, da je unikatno, je brez sladkorja, ostrino, grenčine ubijem s tem, da dodam jagode, pa robidnice, pa še kakšen gozdni sadež in pijača je za aperitiv in tudi, ko pridem na vrhu hriba, redko popijem eno stekleničko 0,3 tega. Zame je to zdravilo, pravzaprav je edino zdravilo, ker drugih zdravil ne jemljem. No in mimogrede 18. maja boste dopolnili 84 let. Ja. In tako Čili še vedno greste lahko kadarkoli, če je le lepo vreme, na Ponosen sem uro na to. 20 minut, ne? Pa nazaj. Ja, ne, je več. Cela pot je zdaj se meni podaljšala pri teh letih, kar na uro 45. Na tem hribu sem si postavil, lahko rečem, tudi neke vrste spomenik. Ko sem imel še določen politični vpliv, sem preko mestnega sveta, v katerem sem bil 12 let, mestnega sveta mestne občine Nova Gorica, uredil zadevo, da smo postavili tam lep 12 metrov visok jeklen stolp, ki omogoča razgled od Triglava do besedno preko vsega Kaninskega pogorja na Dolomite, italijanske koriporeme in do Benetk. Lepe Benetke. Ja, do Benetk. To je izjemno kdaj, ampak na morje se pa vidi vsak dan tako. Vmes med potjo ali pa ko sedite, pa občudujete to lepo pokrajino, pišete mogoče drugo knjigo, zdaj zadnja replika je bila kar uspešnica. Ja, jaz bi rad napisal še kaj, ampak ne, bo ostalo nekaj zvočnih zapisov, ker karkoli bi zdaj napisal, bi bilo preveč drzno. In ne vem tudi, če post festum, če to sploh še paše, pa čeprav bi morali ljudje še marsikaj izvedeti. Ne mislim, bom pa pustil za sabo nekaj takšnih stvari. Imam obsežno dokumentacijo, ki jo moram na nek način sistematično zreducirati na še sprejemljiv način, ker je tega preveč in bo marsikaj romilo tudi ali v kontejnerje ali pa mogoče tudi v neke škatle za nekoga, ki bi se kdaj ukvarjal, bi rekel, s tem, predvsem s tem, kako se je osamosvojila država, kako se je rojevala demokracija v Sloveniji. Gospod Ivo Hvalica, hvala, da ste naju povabili v svoj dom, da smo lahko z vami posneli to zanimivo oddajo. Ni zakaj, mi je lepše, da govorim tu, ker se tu bolj sproščen, kot da bi se dobili v kakšno lokalo, ne. Sicer pa vedno dobrodošli, ne, in drugič tudi, bi rekel, popoldan
da spijemo en kozarček vina. No, jaz soka, vi pa vin. Okay. Vidno. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in bom rekel kar po zasavsko. Srečno.